Drage gledalke, dragi gledalci televizije Exodus, z nami je jubilant, gospod škof dr. Jože Smej, ki je 23. maja letos upajal 30. obletnico škofovskega posvečenja. Gospod škof, najprej čestitke tudi z naše strani za ta lep škofovski jubilej. Kakšen je vaš pogled nazaj na jubilej, ki ste ga obhajali v četrtek 23. maja? Hvala lepa, pater Sraka, da ste mi dali priložnost, da o tem govorim. Preden pa spregovorim in odgovorim na vaše vprašanje, ne smemo iti mimo današnjega dneva. 27. maj je namreč god blaženega Lojzeta Grozdeta, dijaka mučenca. 27. maj. Pa boste vprašali, zakaj danes, zakaj ni to 1. januarja, ker je on mučeniško smrt pretrpel 1. januarja 1943. leta. Zakaj? 27. maja je bil namreč krščen. Pogled nazaj. Nevaren je pogled nazaj, če gledamo Sveto pismo. Lotova žena se je ozrla nazaj in se je spremenila v solnat steber. Tudi naš Gospod Jezus Kristus omenja takole, nas spominja na Lotovo ženo, ko pravi tako: dan človekovega prihoda bo kakor v dneh Lotovih dneh, se pravi, ko so jedli, pili, se možili, ženile in niso mislili na potop. In takole pravi Jezus: spominjajte se Lotove žene, ki se je ozrla nazaj. Torej, ozreti se nazaj včasih ni dobro. Tako beremo Jezusovo besedo pri Luka 17. poglavje. In Jezusovi učenci, ko Jezus pravi: v Jeruzalem grem, tam me bodo obsodili na smrt, bo sin človekov križan. Jezus govori o svojem trpljenju, učenci pa se pogovarjajo o tem, kdo je največji. In Jezus je spoznal, pa je vprašal: o čem ste se pa pogovarjali? Tudi mene in vse bo nekoč Jezus vprašal, o čem smo se pogovarjali. Tudi so se priglasili Jezusu učenci. Prvi je rekel: hodil bom za teboj. Jezus pa pravi: ne, takoj hodi za menoj, ne pa da hočeš prej pokopati svojega očeta. In drugi je rekel: hodil bom za teboj, Jezus, to da dovoli mi, da se poslovim v domačih. Jezus pa pravi: ne, nihče, kdor položi roko na plug, ni sposoben za Božje kraljestvo. Ker se ozira nazaj, ne reže ravne črte. Celo neki škof iz Nemčije, pomožni škof, si je dal geslo: aratrum ad manum ad ratrum, se pravi roko na plug. Ja. Se pravi, torej, kdor položi roko na plug, ne more biti sposoben za nebeško kraljestvo. Če gleda nazaj, ne? Ker se ozira nazaj, točno. Tako, ja. Na drugi strani pa Jezus pravi: ozri se nazaj, oskrbni krivični, in daj odgovor o svojem oskrbovanju. Na drugi strani. Tudi meni bo rekel: dragi škof Smej, daj odgovor o svoji 30-letni škofovski službi. Intervju. Veste, pogledal sem v slovar slovenskega knjižnega jezika, kaj pomeni intervju. In je tam rečeno: intervju je javnosti namenjen pogovor, o katerem kdo odgovarja na pripravljena vprašanja. Zato je prav, da ste mi
pripravili vprašanja, Ja. da ne bi Vsaj govoril nekaj, prazno. Da ne bi govoril prazno. Tako je. No vidiš, sem vesel tega. Torej, jaz sem intervjuvanec, to je tisti, kdo je intervjuvan, to sem jaz. Vi ste pa intervjuvalec, se pravi spraševalec neke vrste. Bomo skušal biti. Dobro. Na ene strani je, veste, lažje biti skoraj izpraševalec, kakor pa tisti, ki je spraševan. Ker veste, izpraševanje vesti, pred leti je neki laik razmnožil izpraševanje vesti v slovenskem jeziku, hrvaškem, italijanskem, ampak izgibanka ne gre v promet. Nihče rad ne sega nazaj. Tako. In Jezus sam je rekel takole, pravi, beremo v Svetem pismu, bodite ne samo poslušalci, ampak tudi izvrševalci Božje besede, kar ste slišali. Kdor samo posluša, pa ne izvršuje, je podoben spet možu, ki je v svoji mladosti pogledal v ogledalo. Rekli ste mi tudi vi, da ste se pogledali v ogledalo, preden ste še sem, da ste lepo urejeni, to ste mi rekli. Torej, tisti je podoben, ko se je v mladosti gledal v ogledalo, pa je pozabil, kakršen je, ki ne izvršuje Božjo besedo, ampak samo posluša. Če pogledam jaz nazaj na obrednik, ki ima naslov, ki ima za škofovsko posvečenje. Ja, točno. Ja. Posvetitve za škofovsko posvečenje. Veste, kaj vse tam beremo? Takole beremo. V začetku duhovnik prosi nuncija, v mojem primenu Mikela Čekinija, takole pravi, prečastiti oče, naslovni škof Dokleja, že Sveta mati Cerkev želi, da posvetitelj duhovnika smeja za breme škofovstva. Pazim, besede breme, ne čast. Ja. Za breme škofovstva. Breme. Sam pa sem mislil takrat, oprostite mi, bolj na čast, kot na breme. Breme je pa prišlo potem, ne? Je prišlo. Vendar Jezus pravi, psi, ki čutite, ki ste obteženi, pridite k meni. No, potem pa takole, da deluje meni. Ti, predragi brat, ki te je Gospod izbral. Pravzaprav veste, ko smo prišli bogoslovci v Sombatel, nam je špiritual nenehno tole dejal. Niste vi, Jezus pravi, niste vi mene izvolili, dragi bogoslovci. Jezus vam pravi, niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil. Torej, tu je rečeno, ti, predragi brat Jožef Smej, ki te je Gospod izbral. Zakaj? Ne vem. Drugi so bili veliko bolj sposobnejši in vredni za to službo. Zakaj je ravno mene izbral? Pač skozi skrivnosti. Škofovsko ime, tako beremo tam, v tem govoru, ki ga je Nancuci bral. Škofovsko ime namreč pomeni delo, ne pa čast. Kakor pa je v časti, kakor pa da škof v časti predseduje, torej delo. Potem naprej rečeno meni, ljubi duhovnike, diakone, vernike, uboge, brezdomce, tujce. Veliko izpraševanje vesti, če sem to delal. Ljubi duhovnike, diakone, reveže. Potem pa še naprej, oznanuj Božjo besedo, bodi prilično ali neprilično. Neutrudno. Potem naprej pravi še ta obrednik, ki ga je Nunci takrat bral meni. Neutrudno skrbi za tiste, ki še niso v eni Kristusovi čredi, ker ti jih je Bog izročil. Se pravi, druge kristjane. Poglej,
veliko spraševanje vesti za mene. Kako to misli, ker ti jih je Bog izročil, kako to misli obrednik? Ja, torej, Bog je izročil tebi kot škofu, da je tvoja naloga, da skrbiš za tiste, ki še niso v eni Kristusovi cerkvi in za tiste uboge, koliko jim pač moraš pomagati po Karitasu ali kako drugače. Tudi tako naj ne ve tvoja desna roka, ko daješ milošči. Dobro. Potem še naprej. Prizadevaj si, da v molitvi in daritvi za ljudstvo, ki te je izročeno, izprosiš obilja milosti. Z molitvijo in daritvijo. Poglejte, nekje sem bral, da s tem, kako ti uporabljaš brevir, bogoslužje, da je od tega odvisno recimo rast župnije in v nekem vrst tudi vsega sveta, ker to ni privatna služba, brevir, bogoslužje. Uradna služba. Uradna služba cerkve, vidite. No, potem lahko ste me vprašali še pogled nazaj. To sem povedal že, da je to nevarno. Naj spregovorim še tole, pogled nazaj. Kot še član Slovenske škofovske konference sem v svojem 89. letu življenja dobil nalogo, naj napišem škofovo besedo za prvo stran sporočila. Za mesec november, pred 2 letoma. Vendar, prav takrat sem dobil sporočilo, da me je papež Benedikt XVI na mojo prošnjo razrešil službe pomožnega škofa. Prošnjo sem, reci in beri. Že 15. februarja 1997, se pravi pred 16 let, izročil nunciju. Zakaj je tako dolgo čakala? Pred 16 let sem že odpovedal, kakor pravi... Tako ste bili star 75 let? Ja, no evo ga takrat, točno, kot pravi kodeks, zakonik cerkvenega prava. Pravi, naprošajo se škofje, da ko dopolnijo 75 let, da dajo odpoved papežu. To je ordinariji in pomožni škofje? Za oba velja. Oba velja. Za škofe ordinarije velja kanon, torej člen 401, za pomožne pa 411. Velja za oba. Ker včasih so nekateri mislili, češ, to velja samo za škofe ordinarije, za pomožne pa ne, velja tudi za pomožne. Torej sem svoj dolžnost. Kaj to pomeni, da velja za vse škofe, ki imajo redno misijo, redno poslanstvo? Točno. In pa tudi za tiste, ki so nekako enaki škofom. Se pravi, višje generale raznih redov in tako dalje. Ja, ki imajo službo opata. Točno. Se pravi, ko dopolnijo 75 let, morajo... Tisti, ki imajo dosmrtno službo, ne? Tisti, ki imajo dosmrtno nekako. Tako, ne? Ja. Ja. Potem so pri vas čakali 16 let. Kaj so na vas pozabili? Ne vem. To je pa lepo, ne? Ja, v enem oziru sem bil vesel, da sem še lahko naprej, recimo, sodeloval pri Slovenski škofovski konferenci po svojih močeh. Posebno, da sem pregledoval pregleda Svetega pisma, ki sem jim primerjal z grščino, pa tudi z madžarskimi prevodi. Ja, z raznimi sem primerjal. Ne? Sem tako služil, zato sem pač lahko, Bog je tako hotel. Pa ta služba vaša je bila bolj teološki pogled na prevod ali pa primerjava bližine prevoda izvirnikov, v tem pomenu grščini? Večinoma bolj recimo primerjava, pa tudi z Jeruzalemsko Biblijo, ker jo imam, francoščino. Ja. Tudi.
Zdaj ravno Potem pa tudi seveda z Vulgato. Pa... Ja, tudi pa z Vulgato in z Septuaginto tudi, Tako. ki jo tudi ima. V grščini. V grščini seveda. Ja. Torej, zdaj, ko sem pa razrešen službe pomožnega škofa, sem že takrat se pisno obrnil na sedež Škofovske konference v Ljubljani. In sem dobil odgovor, namreč še velja, da moram napisati takrat, ko sem še bil član in ko sem bil razrešen od papeža, če me še veže, da moram napisati, ker je bilo napisano naprej, škofje, recimo januarja ima ta škof, februar drugi, za november naj napišem. In kaj sem dobil odgovor? Dobil sem kratek, zelo kratek, lakonski odgovor. Takole, nobene dolžnosti nimate več do slovenske škofovske konference. A so vas pa razrešili vsega? Pa me je malo zabolelo ta odgovor. Veste, kot sem rekel, manjka je temu odgovoru, lakonskemu odgovoru, samo še beseda amen. Priznam, da je me nekoliko prizadelo to. Recimo, da bi bolj milo rečeno. Veste, ko je človek star že 90 pa prek, nekako že podoben otroku, da nekako ga prizadene, ne? In da bi se glasil nekoliko mileje, recimo takole, ne bomo te več mučili s tem, saj vemo, da si imaš, da ti prizanesemo s pisanjem škofe besed, nekoliko tako. Ja, to je bilo čisto drugače, ne? Ampak, pazite dobro, ko sem pa v duhu premislil odgovor, sem si dejal, odgovor slovenske škofe konference je pravilen. Saj tudi doslej, tako sem odkrito sam sebi dejal, saj tudi doslej si ni bil več, kaj Bog prida kot član škofovske konference. Ponižnost je v tem, da mi je nekoč povedal pater Pavel Berden. Ste ga dobro poznali? Veste, kaj mi je pameten človek bil? Dve fakulteti, pravna pa teologija. Veste, kaj mi nekoč rekel, pravi? Ponižnost je v tem, čudovite besede, da te, ko te najbolj v nič debljajo, takrat to imej kakor za prijetno muziko, imej to. Ne pa, da si takrat nejevoljen. Ja, to je velika krepost. To je prava ponižnost, bi rekel. Ja. Takrat to imej za muziko v duhu hoje za Kristusom. Veste, ko so jezuiti vodili za nas duhovne vaje, so zmeraj rekli, prinesite s seboj evangelije, svetopismo in pa zlato knjigo hoje za Kristusom. In kaj pravi hoja za Kristusom glede tega? Takole pravi, dobesedno. Si vis utiliter aliquid stire, še nadaljujem, et discere, ama ne stiri, et pro nihilo reputari. Se pravi, če hočeš kaj koristnega znati in se učiti, se uči, da ti bo ljubo biti nepoznan in zaničevan. Ja, torej, dobesedno za nič mnenjen. Ja. Zato bolj imeni za nič, dobesedno. In takrat večkrat, veste, ko čutim tako, da bi me nekdo ponižal, takrat takoj vzdihljaj rečem iz psalma 119 in sicer številka, ne vem na pamet, 119, takole, po Vulgati, ker smo dostikrat brevir upravili v latinskem jeziku. Bono mihi domine, quia humilasti me. Se pravi, dobro je zame, Gospod, da sem bil ponižan, da se naučim tvojih zakonov. Lepo. Ja. A to so vaši pogledi za nazaj? Za nazaj, ja.
No, kako pa gledate na sedanji trenutek, sedaj, Ja. v tem času, ki smo sedaj, kaj bi rekli, sedaj po vseh teh izkušnjah, ki imate kot škof, kako gledate na sedanje stanje v cerkvi, v družbi, pa sploh v tem ritmu hitrih sprememb? Hitrih sprememb. Veste, da vam odgovorim nekako takole. Sem pogledal, veste, v teh dneh, ko tako sem gledal nazaj izpraševanje vesti, sem še enkrat pregledal koncilski odlok, ki se začenja z besedo Christus Dominus. To je v pastirski službi škofov v sedanjem svetu. To je dobro povedano. Ja. Pa sem si mislil, dobro, jaz pa še enkrat to malo preštudiram. Ta odlok. Prvič, to je odlok, to ni konstitucija, da bi več skupaj, to je odlok. Najprej v 4. členu tega odloka je takole rečeno, kaj mi je dobro delo. Se pravi takole, pravi, da tudi naslovni škofi in pomožni škofje imajo pravico do udeležbe na vesoljnem cerkvenem zboru. A seveda, ker imate polnost duhovništva. Ja. In kaj se je zgodilo? Na drugem Vatikanskem cerkvenem zboru vesoljnem v Rimu je bil tudi moj profesor filozofije na Visoki bogoslovni šoli v Sombatelu. To je bil dr. Jožef Winkler. Kot škof ali kot perit? Bom takoj povedal. On je bil sošolec tudi dr. Držečnika, škofa v Germaniku. Winkler. Veste, sedel je poleg nekega škofa brez škofovskih znakov. Pa mu je ta škof rekel, kako ti, da tu sediš med nami škofi? Točno me takole rekel, kakor Jezus povedal, amice, hetaire grško, quo modo huc intrasti non habens vestem nuptialem. Jezus, kako se sprežil vsem, kaj nagostijo brez svatovskega oblačila. On je to. In kaj je odgovoril ta škof? Sum episcopus jam non sed non jam nominatus. Ja, sem episkopus, sem škof, jam nominatus, sed non consecratus. Se pravi, sem škof, že imenovan, vendar še ne posvečen. Zato nimam tega. Ja, poglejte, torej so imeli tudi pomožni škofje pravico do udeležbe. No, potem pravi, tam so členi v tem odloku, od 19. do 14. člene določno prikazujejo učiteljsko službo škofov. Kakor pa bolj kot še pastoralna konstitucija tudi govori o škofih. Ja. Ampak ta odlok bolj natančno govori. Takole pravi, škofje naj bi oznanjali Božjo besedo ne samo suhoparno, ampak kot ste prej rekli, sedanjemu svetu. Se pravi, da večno evangeljsko resnico pri posvečenju škofovskem škofu dajo knjigo evangelijev ali svetega pisma na rame. Kot breme. Ja, poglej. In kot znamenje, da je prva dolžnost škofov oznanjati Božjo besedo. Torej, večno Božjo besedo ne razlagati suhoparno, ampak jo obračati na sedanje aktualne razmere. In to je težko delo. Da danes živa. Točno, gledajte. Zato včasih zamerijo škofov, recimo, da za Božič ne govori o jaslicah, o pastirčkih, ampak kako krepko besedo povejo. Tudi za Veliko noč. Tudi recimo, ko na Brezjah je in tako dalje. No, potem pravi spet koncil,
pravi, da bi se škofja morali približevati nevernim ljudem. Dialog. Veste, dialog je to, dialog ni solilokvijum. Samo govor. Ja, ampak mora biti z drugim dialog. Poslušati drugega. In to je večkrat srečno. Poslušati. No, potem še naprej pravi, ta odlok se začenja z besedami Christus Dominus. Namesto, da bi rekel, kot Pavel večkrat pravi, Kristus Jezus. Ja. Kristus ima na prvo. Večkrat takole, Kristus Jezus. Ja. Človek bi pričakoval, da bi ta odlok o službi pastirskih škofov glasil recimo Kristus Jezus. Pa je Kristus Dominus. Potem sem se večkrat spomnil besede apostola Petra v njegovem prvem pismu, ker pravi takole, pravi, starešine, tudi jaz sem starešina, apostol, torej škofja, naslednjega apostola, pravi, ne gospodujte nad svojimi deleži, nad duhovniki pa med laiki. Ne gospodujte, ne dominantes in kleris, dominus dominantes, zanimivo besedo. Torej vidite, kako je ta odlok res premišljen. Saj so ga škofja sami izdelali sebi. Škofja sami. Pravi, Kristus Dominus. Torej Dominus, gospodar, gospod, vojvoda je samo Kristus. Zato pravi, ne dominantes in klericis, ne gospodujte nad svojimi deleži. Torej vidite, kako so škofje ta iz dobro rešili. No, zdaj, če se malo ostajamo na tem vidiku, ne gospodujte v tem smislu recimo nad duhovniki, redovnicami, pa je Bogu posvečenimi osebami, ki so po zakramentu ali po zaobljubo vključeni v bolj tesno delo v cerkvi. Točno je. Kako pa potem pa spet škof ohrani to dostojanstvo, da je pa le prvi odgovoren za življenje vere v škofiji in tudi mora ukazovati, kako zdaj to poslanstvo, da je odgovoren, se pa je, da je prvi uznanjevalec vere, poučitelj vere, pa spet, da to ne pride v oblastno držo. Kako to človek doživlja, vi kot škof, po 30 letih, kaj lahko poveste nam, gledalcem, kako ste, povemo, ta precep, to dilemo, to je stalno prisotna zadeva, kako ste to živeli in kako ste to dan zatem čutili pa reševali? Zelo umestno vprašanje, zelo umestno. Naj vam takoj odgovorim z apostolom. Zanimivo, kako pravi. V svojem prvem pismu 5. poglavje Peter. Starešine med vami, torej prosim, ki sem tudi sam starešina, pasite Božjo čredo, pasite. Veste, ko Jezus govori o pastirjih, Ecekiel pravi, gore vam pastirji, ki pasete sebe, ne pa ovce. Ja. Edini pastir pa je Jezus, ki svoje telo da, svojim telesom pasi nas, hrani. Zanimivo, ne? Torej, pasite je prve. Paša, pasite čredo. Potem naprej pa pazite na njo. Providentes, to je malo več kot pazite. Naprej gledajte, da ne zaide katera. Pazite previdno, na njo. Daljnovidno. Evo ga, to je providentes. Daljnovidnost, ja. Potem takole pravi naprej, in to je zdaj važno, to je odgovor. To, da ne, kakor da bi nad svojimi deleži gospodovali, dominantes, sed forma fakti, marveč kakor vzor čredi, in to je težko. Poglejte, kaj boš ti nekaj ukazoval, če sam tega ne delaš? Vzor. In to je težko.
spet izpraševanje vesti, ali sem bil vzor, poglejte. Dobro ste, da ste me to vprašali. Ne? Kako praviš ti, recimo, ukazuješ dobro, kar mora včasih odločno besedo povedati, ne? Če ti ne delaš sam tega. No, potem pa mogoče še eno vprašanje tukaj, zdaj sem postavlja. V Škofiji ste imeli uradni stik, ne, z nad 400 duhovniki, pa 50 redovniki, pa toliko redovnicami. To pomeni 500-600 ljudi, ki so izjemno vsak za sebe povemo razdeljene osebnosti. Zdaj, kako škof recimo nasluti, kaj je svetost v duhovniku, kje je njegova bolečina, kje je njegovo trpljenje, kje je njegovo tudi grešnost, odstopanje, kje pa je ena temna senca, ki je sam ne vidi. Ne? Škof pa, kako pa to škof vidi? Recimo, da vam odkrito povem, včasih se ljudje pritožujejo, tudi meni, nad kakim duhovnikom. Se je zgodilo tole. Poglejte, v tem primeru velja, nalomljenega trsta ne zlomi, tlečega stenja ne ugasi. V tem primeru. Primer je bil tale. Neki duhovnik, že davno umrli, tako da se ne ve, kdo je. Nekega duhovnika so prišli cerkveni kločari tožiti meni, kot pomožnemu škofu. Ker je bil duhovni enako mojih let. Pravi tole. V njegovem župnišču je nered, ima veliko praznih flaš, steklenic praznih. In ko gre na kosilo v gostilno, tam zadremlje. Zdaj pa rekel, dragi možje, preskrbite temu duhovniku, da mu nekda gospa, katerakoli gospa, vsaj enkrat na dan, naj se gospe recimo menjavajo, da vsaj mu enkrat na dan skuhajo toplo kosilo. Ker, če nima kosila toplega, recimo je nekako primoran, da salame suhe je, pa klobase, pa na to gor ne bo pil vode, ampak vino. Preskrbite mu to. Da vsaj mu nekdo recimo zakuri, da ne bo na mrzlem, da potem na toplo v gostilni zaspi. In so lepo mojo besedo sprejeli in so lepo odšli. Poglejte, temna senca, kot ste prej rekli. So pa tudi dobre sence, ki sem jih videl na teh 600, kot ste rekli, domnikov, duhovnikov. In sem priznam pred Bogom in pred vami, vsemi priznam, so veliko svetejši, veliko modrejši od mene. Že samo primer tudi vi, ki ste spovednik, kolikokrat človeka takrat pravi, poglejte, laiki, verniki so mnogo bolj sveti, svetejši, kakor spovednik. Vidite, tako je. To je tudi dobro, da je človek ponižan, ker ponižan da milost. To sem vesel, da ste mi to postavili, to vprašanje. No, potem tale odlok o škofovski službi pove še veliko drugih stvari. Veliko drugih. Katere se vam zdijo najbolj pomembne? Veste, takole pravi še naprej, kot ste rekli prej. Škofje naj z bratovsko ljubezni objemajo, amplekses objemajo z tiste škofe, ki so zaradi Kristusa, Kristovega imena obrekovani. In v stiskah, da so zaprti in tako dalje. Poglejte, danes, ne vem, niti
prejšnjem sistemu, v katerem rečemo svinčena, ni bila tako obrekovana cerkev, kakor prav danes. In tu lepo pravi, tisti, ki so obrekovani. Vidite, pravi, naj sprejemamo tiste in naj potolažimo. In pa še naprej. Oznanjevanje krščanskega nauka, predvsem pridiga, to sem že povedal, naj ima prvo mesto. In še, ko se posvečujejo molitvi in oznanjevanju besede, ko so apostoli niso več mogli oskrbovati mize, so diakone posvetili. O sebi pa so rekli, mi pa se moramo posvetiti molitvi in oznanjevanju Božje besede. Vidite, spet velika odgovornost, kot sem že povedal, kako se je treba pripraviti na pridigo. Marsikaj je še v tem odloku v pastirski službi. No, zdaj, mogoče še eno stvar, sprava. O meni se o spravi govori in obrednik, točno, in drugi dokumenti, in tudi ta ne, ker sprava v smislu, da skrbite za to, da tudi tisti, ki še niso v eni cerkvi, da pridejo. Ne? Je to en proces sprave, zbliževanja. Kako ste vi v vaši službi to razsežnost, ki je izključno krščanska, ne? Druga vera se ne pozna iz sprave. Krščanstvo je pa vzgojeno na spravi med Bogom in človeštvom. Kako je to v službi škofa, ki je prvi mož krajevne cerkve, prisotno? Torej, da recimo ne, da bi se hvalil, Bog ne daj, ampak skušal sem z neverujočimi, če je sploh kak človek na zemlji, če ima pravo pamet, da je neverujoč. Se pravi, učili smo se včasih dogmatiki, da obstaja materialni ateizem, ne pa recimo teoretični, da si človek nikoli ne bi postavljal vprašanja, čemu vse to? Ali kaj, ali je res s smrtjo vsega konec? Smo bili nekoč navzoči nadškof Šuštar, škof Ramberger pa jaz, še prejšnjem sistemu na Ljudski univerzi. In takrat so eni strani bili profesori Ljudske univerze, na drugi strani pa nadškof Šuštar, Ramberger in jaz, še ne kot škof. Pa oni pravijo mi in vi. Kakor da je prepad, tako kot med takrat, ko je rekel Abraham, med menoj, pa med pogubljenim, med Lazarjem in pred menoj je velika prepad. Se rekel, kakor je mi pa vi. Obstaja samo teoretični ateizem, ne pa recimo materialni. Živijo tako, kakor da ni Boga, živijo tako. Vendar si včasih postavljajo vprašanja. In tako sem skušal gojiti, oprostite, tudi z neverujočimi. Da kar odkrito povem, Milanu Kučanu. Ko smo se prvikrat škofje srečali z njim, je lepo najprej sprejel Šuštarja, lepo dober dan, po vrsti. Potem Krambergera, škofa, dober dan. Potem Piriha, škofa, dober dan. Te sem pa jaz prišel. Mene pa rekel, dober den, po prekmursko, kak ste, to je moj rojak. Pa sem mu takrat rekel, čujte, gospod predsednik, ali ne bi vi dali, koliko je v vaših močeh, verouk v šole. Saj ne gre za to, da bi recimo duhovnik sam poučeval verouk v šoli, državni, ampak da ne bi otroci imeli, katoliški verni otroci, strahu, češ duhovnik ne sme prestopiti praga
šole. Ja. Pa mi je takrat odgovoril, imam težave z vlado, je odgovoril. Dobro. Torej sem hotel povedati s tem, da sem tudi med svojimi kolegi, imena ne bom povedal, ki so bili z menoj, celo v zavodu Salesijansko Martinišče, pa so potem živeli na zunaj, torej kakor da so neverujoči dosti. Pa sem imel vedno dialog z njimi in sem videl, da so oni to razumevali, še več, z veseljem sprejemali. To sem hotel reči, ko pravi koncizolog, da se me dobro, da moraš imeti tudi stik s temi. No, pa ta ateizem, ki je praktičen pa teoretičen, do kakšne mere je to tudi čustvena zadeva? To je, da se nekdo odloči, da ne bo veroval, brez da bi dal razumski razlog za to. Torej, da je bolj čustvo kot pa razum. Ja. Meni se tudi tako zdi, veste, čustvo pa je kratkotrajno, kakor je vreme, dostikrat. Dostikrat so mi to ravno jezuiti povedali, pravi, ko si depresiven, slabe volje, poglej na termometer. Pravi, povej, termometer, ne? Če se slabo vreme, pa pravi... Je visok pritisk, nizki pritisk, ne? Ja, točno. Torej, jezuiti, veste, so pametni ljudje, ne? Pravi, ker se med seboj, to hočem reči. To je bolj čustvo, to se lepo po mojem. Bolj čustvo, ki je kratkotrajno, ki se lahko spreminja. Razum pa ostane. No, do kakšne mere pa je taka drža potem tudi, kot pravimo, oportunistična, se pravi koristoljubna. Včasih je dobro biti ateist, ne, ker pač nekaj dosežeš, ne. Veste, to je tisto, recimo. Kako se vi to v življenju, recimo v prvi Jugoslaviji, potem v drugi Jugoslaviji, pa zdaj, tu je bilo veliko teh nihanj, ne. Ja. Pa veliko prehodov in takšni ali drugačni. A je to bilo veliko koristoljubja, a je to bolj strah, ali je to negotovost pred prihodnostjo? Veste, večkrat si mislim takole. Bogastvo, denar ne prinaša sreče. Lahko ima človek veliko, pa je v dnu svojem nesreče. Ne bom rekel recimo na Jezusovo priliko o tistem bogatem človeku. Polje mi je dobro obudilo, kaj bom naredil z žitom, postavil nove žitnice, pa mi je Jezus rekel, neumnež, še to noč bodo terjali od tebe. Ja. Ne bom tega, ampak veste, izkušnja psihologi, tudi čast ne prinaša sreče. In tu smo ravno mi, veste, če ne toliko na denar, pa na čas smo vsi udarjeni. Ker to je tisti ugriz stare kače. Biti kakor Bog. Biti, da ga tata ljudje častijo. To je neka tajna skušnjava človekova, ne? Stara. Nekateri hudomušno pravijo, da bo umrla šele 5 ur po smrti človeku, bodo ta časti hleb je umrlo. Ja. In proti temu se pač moramo boriti. Zato vedno znova in znova, da mu krito povem, vzamem v roke duhovne vaje svetega Ignacija Lojolskega, ker pravi tako, človek je ustvarjen, ni samo od sebe. In čemu ustvarjen? Čemu? Da Boga spozna in tako naprej, ga vzljubi, spolnjuje zapovedi. Vse drugo pa naj mu pomaga k temu cilju. Vse v večjo čast Božjo, ne svojo. Pa rešitev duše, ne? To si večkrat, veste, večkrat premišljujem. No, to je vse področje sprave, ne? No. Zdaj, kako vse ta razna področja, ki so na videz zelo raznolika, pa daleč vsaka k sebi, kako pa škof to pa le nekje poveže, pa vsem te vidi tudi Božji namig. Da je to Božji namig, se pravi, nekako opomin nam vsem. Točno, veste. Poglejte, včasih si takole mislim,
družina, verski list, tednik, verski tednik, prenaša tisto kolona, torej tisti stolpec. Strel na koncu je strel v prazno. Yeah. Pa se večkrat mislim, čemu to? Saj drugi časopisi, recimo večkrat pravi, tega delo ni hotelo objaviti. Mi pa objavljamo tisto prazni pastel. Pa se večkrat mislim, čemu to? Pa je včasih dobro, da je to nam vsem opomin. Da pravi, dajte, da to škofje, pa duhovniki, pa škofje še posebej, dajte res, da tudi to, kar vas takrat prazni vestrel, recimo, je včasih je umesten, včasih je neumesten, večinoma neumesten. Ampak zakaj to družina prijavlja, če pa recimo delo, pa drugič pravi, tega delo ni hotelo objaviti. Hvala Bogu, da je to napisano, da potem z veseljem bereš, da ni hotelo. Se pravi nekaj takega, kar bi nekako bila puščica tudi na druge. Potem pa oni ustreli nazaj puščico nas. Veste, ne vem, kako to v naši dragi Sloveniji. Prej v Jugoslaviji, recimo, v malem loncu hitro vre, hitro vidijo napake vse. Danes odstravijo tega ministra, onega ministra, eno in drugo. Včasih so bili tudi predsedniki dolgo časa. Danes enega predsednika mora iti, drugi tako naprej. Ne vem, če je to prav. Če ga je recimo ljudstvo izvolilo na pravih demokratičnih volitvah, recimo enega, potem pa kar mora iti, pa pride druga in tako naprej. Ne vem. No, to so vprašanja moja. Pomanjkanje sposobnosti, da tista največja nasprotja, da ne znamo najti nekaj skupnega. Ne? To je, ja, točno. Da vsak vztraja pri svojem, ampak to je neki mali obseg. Sicer pa pusti v politiko, nikoli nisem bil politik, v teh vsakdanjem pomenu besede. Ampak sprava je tudi del politike, ne? Ker politika je ta modrost nasprotja znati rešiti pozitivno. Ne? Vi ste bili skozi veliki optimist. To pomeni, da ste skozi gledali z nekim zaupanjem prihodnost. Kako ste to ohranili, to sposobnost? Veste kaj, da vam odkrito povem, lahko odgovorite, da ni prav moje ravnanje. Nimam ne televizorja, ne radija, ne berem časopisov, razen družine. Ne vem, ali to prav ali ne, zakaj ne berem. V teh letih, pa že ne samo v teh letih, recimo že, lahko rečem, 30 let. Nimam več kot 30 let, ali pa vsaj 25 let, ne berem časopisov, nimam radija, televizije. Če je kaj važnega, mi drugi povedo. Zakaj? Da sem lahko potem miren bolj. Da lahko potem res bolj molim, če hočete, bolj premišljujem, če se ne oziram na politiko v slabem pomenu besede. Torej, ali je prav, da nimam tega, ali ni prav, to lahko drugi odgovorijo. Sem res potem analfabet v tem oziru. Drugi mi potem povedo. No, če vam to pomaga k večji izbranosti v tem, kar je božjega, ne, je to prav. Potem ne bi mogel napisati, recimo, ali prevesti te knjige, ki sem izdal. Če bi namreč, recimo, če bi samo pol ure na dan ali pa 20 minut gledal večer televizijo, v 20 minutah, če to bereš na celo leto, se veliko lahko naredi, pa napiše, pa prebere. To pa ja. Kakor pravi, veste, potem pa še nekaj drugega. Ne da bi se hvalil, ampak nekako
že od mladih let sem videl v starših, pa domačiši, kakor pravi, spet hoja za Kristusom, nikoli ne bodi brez dela. Hoja pravi, beri, piši, moli. Ni to zanimivo, na prvem mestu je beri, piši, moli je na tretjem mestu. Se pravi, če bereš dobre stvari, je tudi molitev. Če pišeš dobre, je tudi molitev. Potem, če moliš, je tudi molitev. No, tako. To sem hotel reči. Torej, brez dela, nikoli ne bodi brez dela. Zato sem res vsak trenutek skušal uporabiti. Posebno važno je, spet jezuit na Dovnih vajah, davno že, pred 50 leti, nam je povedal tole, pravi, večer pravočasno spat. Zakaj? Da lahko zjutraj vstanete in premišljujete. In če samo molite, pa ne premišljujete, ste v nevarnosti pogubljenja. Tako jezuit. To je... Poglej, red. Ja. Dnevni red. Ja, ja. No, potem pa tudi to, vi ste upravljate vrhunska dela, prevajanje Svetega pisma, kontrola tekstov, oziroma kontrola, da ste dali zadnji imprimatur, ne, besedilom, to zateva vrhunsko znanje, pa vrhunsko zbranost, ne. Ne morem potem reči pa tudi poznavanje znanje. jezikov, da to ohranite živo, ne. To pomeni, vsak dan treba brati v tujih jezikih, ne. To ni zdaj, kaj bi ostalo enkrat za vselej. Tako da ta del. Kako pa vam je pomagal v tej zbranosti vaš stik z duhovniki? V tem smislu, da ste doživeli tudi veliko lepega z njimi. Duhovniki. Ja. Veste, v svojem življenju lahko rečem, da s vsakim duhovnikom, ki sem ga srečal, od vsakega sem dobil nekaj dobrega. Dobrega, pa tudi z verniki preprostimi, veliko dobrega. Zato je tudi nekje rečeno, tudi v teh odlokih, pa pravzaprav tudi v Svetem pismu, v vsakem človeku gledaj podobo Jezusa Kristusa, obraz njegov. Četudi je mora biti malo zasenčen, ampak na dnu je le obraz Kristusov. Ali ni to zanimivo Sveto pismo, ko govori o stvarjenju človeka? Takole pravi, Bog je ustvaril človeka po svoji podobi in sličnosti. Ja, kakšna razlika je podoba med sličnosti? To je idem per idem, isto po istem. Ja. Kakšna je razlika? Ne vem, kako je sedaj v hebrejščini, ampak prekmurski, vidite, prevod, tudi prekmurske prevode sem. Torej iz leta Števan Kuzmič 1771, Miklavž Kuzmič 1780. Pred 5 let razlike. Poglejte. In kaj pravi prekmurski prevod prvih 5 Mojzesovih knjig in Jozujeta. To je pa prevedel protestant doma iz Noršinec pri Murski Soboti, rojen 1801 ali tako nekako, umrl kot farar, torej na Hodošu je bil. In veste, kako je on prevedel tole? Bog je človeka ustvaril po svojem obrazu in po svoji glihosti, glih, Ja. to je nemško, ne? Ja. Ampak v svojem obrazu in svoji podobi, glikosti. Ja. Poglejte obrazu. Ni to lep prevod. Krasno. Ne? Poglejte, zato je dobro, če človek, neko ste prej rekli, da sem bil pač imenovan za to, da sem prevode, ki so jih prevajali, recimo tudi
ne samo duhovnike, recimo Rebula. Mislim, da tudi Kajetan. Torej, da sem njihove prebode, podobnike primerjal. In poglejte, po svojem obrazu in glihosti, nekako ta glih, ne, nemško, obrazu. Torej, vsakem človeku gledati obraz Kristusa. No, mogoče še tole, gospod Škof, sedaj vi ste dejansko vse svoje življenje kot škof torej izvrševali koncilsko prenovo, ne? Ste bili posvečeni 15 let po koncilu, ne? Moram reči 18 let. In kako je koncil recimo evropsko družbo pa le nekako preživel, koliko je šlo koncilskih misli v evropsko družbo in kaj je še treba narediti kot prihodnost? Torej za prihodnost veste, sedaj, koliko minut pa že traje najni razgovor. Še malo čas. Veste kaj, najprej, da vam odkrito povem, kakor pravi neki Cankar, če sem sedaj govoril preveč o sebi in če bi sedaj se pred vsemi vami in poslušalci izpovedal, kako dolga spoved bi bila to mojih pomanjkljivosti in grehov. Ali je to res ali ne, včasih sem bral, da se morajo jezuiti spovedovati tudi izven spovedi svojim predstojnikom, ne vem. Poglejte, zato pravim, zato naj mi Bog oprosti, ker sem grešnik. Kristus je prišel na svet reševati grešnike, med katerimi sem jaz prvi, pravi apostol Pavel. Apostol Pavel, ki je tako gorel za Kristusa. In naj tudi s tem končam ta najni intervju. Prizanestite mi, ker pač moja leta skoraj ne dovolijo, da bi govoril več, ker kakor pravi psalm, moje grlo je postalo hripavo. Pravi nekaj psalm. Ravcec faktes und ravcec mei. Ja. Ja. Se opravičujem, ampak kljub vsemu najlepša hvala za vse, kar ste povedali, za vse, o čem ste pričevali. In potem še veliko let naprej, ne? Tako da bomo še ohvalili še druge jubileje in duhovniške in škofovske, ne? Kakor je božja volja. Ja, tako. Drage gledalke, dragi gledalci, tudi v vašem imenu se zahvaljujemo gospodu škofu Jožefu za vse, kar nam je povedal, za njegovo dosedanjo službo, pa tudi mu želimo veliko lepega v teh dneh, ko upaja ta lep jubilej 30-letnice škofovskega posvečenja. Lepo pozdravljeni.